Najprej najlepša hvala za vabilo. Najlepša hvala tudi urednikom nove izdaje Črnih bukev oziroma Ponatisa, da so dokaj hrabro zagrizeli v ta projekt. Človek bi pričakoval, da po 25 letih bo država skozi lastne inštitucije našla motivacijo, da sama sooči lasten narod s svojo zgodovino. Na ta način smo si tudi v Novi slovenski zavezi predstavljali, da bo prišlo do resnične sprave, ko bomo najprej ugotovili, kaj se je zgodilo, kdo je za kaj kriv, kaj je v slovenskem narodu pozitivnega v tistem obdobju, kaj je negativnega in kakšne so bile posledice teh posamičnih dejanj. Žalostno in tragično je, da seveda Črne bukve kot edini pravzaprav dokument, obstajajo sicer še določeni drugi primerki literature. Eno tako je z leta 1943 knjižica v znamenju Osvobodilne fronte, ki sledi nekako tudi tej zasnovi Črnih buku. Nekaj je tudi drugih pričevanj, ki so se pač ohranila iz takratnih časov, večinoma so pa to ustna izročila dobro povzeta v reviji Zaveza in skozi literaturo, ki jo je društvo Nova slovenska zaveza nekako z lastnimi močmi in s prostovoljnim delom zbirala. Zaenkrat je vsa ta literatura sicer zaničevana, ne pa kakorkoli zanikana strani tistih, ki so aktivno pri tem sodelovali ali aktivno pomagali, da se stvar ni obelodanila prej. Črne bukve kot take, je pravilno dr. Dežman zastavil, nas usmerjajo v prihodnost, kajti vsi postopki, ki jih ta država pelje skozi zakonodajno ali drugo upravno proceduro, naj bodo to tako imenovani vojni zakoni, naj bo to zakon o popravi krivic, naj bo to zakon o denacionalizaciji, naj bo to tudi zdaj razprava o pokopu žrtev, so brez pravilnega fundamenta, ukolikor ne postavimo nacionalni interes na prvo mesto. In nacionalni interes je soočenje z resnično lastno zgodovino, ne s tisto zgodovino, ki je nastala na osnovi preganjanja tako knjig, kakor tudi kogarkoli, ki bi pričeval o resnici. Namreč mi težko popravljamo krivice, če na drugi strani v imenu nekega spravaštva želimo ohraniti vse privilegije tistih, ki naj bi te krivice zagrešili. To se pravi, država sama s sabo prihaja v resno nasprotje in družba, ki je utemeljena v vseh svojih porah, naj bo to na zakonodajni poti, naj bo to v pravosodju, naj bo to v šolstvu, naj bo to v znanosti, ki je utemeljena na takem nasprotju sama s seboj, nima možnosti za dolgoročni obstanek. Mi ne moremo kot narod živeti enotno kot Slovenci v nekem evropskem redu, če sami s seboj nismo poenoteni glede lastnih zgodovinskih dejstev. In društvo Nova slovenska zaveza tukaj vidi seveda svojo vlogo in svoje poslanstvo kot primarno na strani tistih, ki so kot žrtve trpeli krivice, najprej fizične, tiste, ki so pokojni in za katere še danes pravzaprav ni jasno niti koliko jih je, niti točno kje so pokopani, niti zakaj je njihova usoda končala tako, kot je. Na drugi strani si pa prizadevamo, da tudi tisti, ki so preživeli, preidejo iz drugorazrednih državljanov v enakopravnost. Mi težko priznavamo enakopravnost vseh državljanov v tej državi, ukolikor nismo sposobni pred zakonodajo vse na enak način obravnavati. Trenutno zakonodaja nas na tej strani žrtev še vedno obravnava drugorazredno, kajti daje neko neznosno pravno breme dokazovanja nesodelovanja z okupatorjem na stran tistih, ki želijo uveljavljati kakršnokoli popravo krivico, kolikor je to sploh še mogoče. In na tej točki je seveda ključno, da se pravni red, kljub vsem analizam, ki so že bile upravljene, kljub neki splošno prevzetemu prepričanju, da seveda je ta pravni red, ki je bil v času leta 1941 osnovan, ampak ta pravni red se še vedno vleče skozi našo pravno državo in na tem pravnem redu sloni tudi obravnava vseh tistih, ki imajo kakršnekoli zahteve do države. Če si bil med vojno na strani Zveze komunistov Osvobodilne fronte,
potem so ti priznana in odprta glavna vrata. Vsi ostali dokazujte nasprotno in nam razložite, zakaj bi morala ta država do vas imeti drugačno pozitivno stališče, ker za nas ste se vedno izdajalci. Mislim, da tudi v primeru tega novega zakona, ki je trenutno v kroženju v zvezi s pokopom, še vedno ostaja dejstvo, da mi zaradi spravaštva mešamo pojme. Mešamo pojme o tem, kaj je vojno nasilje in mešamo pojme, kaj je to povojno nasilje, izogibamo se pa uporabi jasnih besed, kaj je to revolucionarno nasilje, ki se je dogajalo v nekem obdobju, ko je bila tudi vojna. In na ta način mi pravzaprav želimo diskreditirati tiste, ki so bili žrtve in so zapisani že v črnih grupah kot žrtve in so že danes odkriti kot žrtve revolucionarnega nasilja. To niso žrtve ne vojnega nasilja in ne povojnega nasilja, ampak so žrtve revolucionarnega nasilja. Če bomo te žrtve znali enakopravno obravnavati, je ta država pred enim izzivom, ki ga zaenkrat še ni zmogla parlamentarna večina v državnem zboru. In to je zavzeti evropsko stališče do komunizma. Zaenkrat mi tega koraka še nismo naredili in ker komunizma kot takega nismo obsodili, ne moremo obsoditi tudi revolucije, ki je do komunizma oziroma socializma pripeljala. Če pa tega ne obsodimo, potem pa seveda nismo zreli kot enakopravni partner v Evropi. In na tej točki je seveda pravilno, da se črne buke obravnava, pravilno bi bilo pa tudi, da najdejo svoje mesto v šolskih učbenikih in da najde ta del zgodovine več kot zgolj eno poglavje na pol strani A4 formata v učbeniku za 9. razred osnovne šole zgodovine 20. stoletja. Tukaj gre za eminentno vprašanje slovenskega biti, za eminentno vprašanje izvora slovenskega naroda in za osnovni temelj, na katerem je ta država zgrajena. Če privzamemo, da smo mi zgolj in samo kontinuiteta prejšnje države, potem to zame ni sprejemljivo. In tudi za tiste, ki so pač svoje življenje dali za pravičen red, za demokracijo in proti komunizmu, njihovo poslanstvo zanikamo in njihovo žrtvo zanikamo.